Dragi poslušalci, spremljate že tretji podcast Rdeče pese. Z vami sva ponovno Jerneja in Timotej. Danes pa bomo, če smo se zadnjič pogovarjali o levici, bomo rekli naši parlamentarni politiki, pa se zdaj selimo v Francijo. In sicer pogovarjali se bomo o aktualni temi, o trenutnih izgredih v Franciji, ki pravzaprav trajajo že nekaj časa, oziroma bomo rekli, imajo kontinuiteto že kar nekaj časa. In Timotej je spet zraven mene na kavču. Boš povedal, kaj je o najini gosti danes? Ja, lepo zdrav še z moje strani. Naša današnja gostnja je spet Ana, druga kot na najnem prvem podcastu. Tokrat je z nami Ana Podvršič. Podvršič, se pravi čujem. Ko smo se pogovarjali o pravilni izgovorjavi in me je... Po štajersko. Sej, teoretično sem štajerec, ampak si pa ne. V glavnem. Ana je univerzitetna, je pa še diplomirana francistka in sociologinja, hkrati je pa tudi doktorirala iz sociologije na univerzi v Ljubljani in univerzi v Sorboni. Torej se pravi francistka in sociologinja, dlje časa študirala v Franciji, poleg tega pa je napisala knjigo, ki je pred kratkim izšla s naslovom Iz socializma v periferni kapitalizem, neoliberalizacija Slovenije. Današnja tema, kot smo omenili, ne bo tema te knjige, morda bomo kdaj drugič se spet srečali in govorili o tej knjigi, na tej temi. Zagotovo. Ampak, kot je rekla Jerneja, bomo danes govorili o teh izgredih v Franciji, njihovem zgodovinskem kontekstu in skušali razumeti, kaj pomenijo. No, ampak Ana, jaz sem te na kratko predstavil, poveš ti par več o sebi zdaj, svoj besed o sebi zdaj. Svojih besed. Najprej iskrena hvala za vabilo. Mi je res v veselje in čas, da sem tukaj z vami in z vama. Sploh pa se pogovarjati v Franciji, ki mi je nekako blizu, vsaj politično. Delno zaradi nekaj, od otroštva sem imela neko naklonjenost do francoskega jezika, ki še danes ostaja nepojasnen fenomen, ker nobeden v moji družini nima nobene povezave s Francijo in francoščino. Pa zelo hitro sem tudi že začela živeti v Franciji, oziroma sem imela redne pobege v Francijo. Začelo se je, da sem bila tam varuška v eni zelo bogati poljni družini 1 leto. Torej prek opera si delala? Sem prek opera, za opera 1 leto. Tako da sem v bistvu nekako živela v Franciji, oziroma imela nekako te redne prebege med Ljubljano in Parizom. Nekih 6-7 let. Tako da si spremljala francosko politiko od notra in od zunaj. Ja, tako je. Zdaj, če gremo mogoče kar k zgodovinskem kontekstu. Slika v Franciji je danes, oziroma v kontekstu teh protestov je precej burna. Kakšne veze ima pri tem zgodovinski kontekst? Bi mogoče lahko na kratko orisala to polpreteklo zgodovino, ki je v bistvu vodila do teh izgredov. Je kakšna povezava med tem, je kakšna povezava med francoskim kolonializmom nenazadnje, potem procesom dekolonizacije, neokolonializma, potem množičnih migracij, ki smo jim bili priča iz teh bivših kolonij v 80-ih in 90-ih. Kakšne veze ima ta zgodovinski kontekst v primeru teh izgredov? Meni se zdaj prej zelo fajn, ko si rekla, da te izgredi, kaj se dogajajo danes, ampak v bistvu imajo dolgo zgodovino. Res ne gre za enkraten dogodek, zdaj veliko se omenja 2005, ampak dejansko se je prvi medijsko bolj odmevan, izgred zgodil leta 1981 v Lyonu. In takrat se je tudi ta razprava začela, kaj narediti s temi segregiranimi četrtmi. Pač v francoščini se uporablja izraz le quartier populaire, ki ga je še danes ne znam prevesti, ker ne gre za ljudske četrti. Ampak res slame oziroma v bistvu francoske gete lahko rečemo, to so getoizirane skupnosti.
Ali je pretiran izraz? Mislim, ne, ni pretiran izraz. Mislim, da zelo dobro pojasni del teh skupnosti, ne pa vsega. Ne. Se to je pač en problem vsega in poročanja in razumevanja in politik do njih je, da se jih homogenizira, kot da gre za izjemno enotno skupino in enotno družbeno strukturo, pa pač temu ni tako. No. Ampak, če remo nazaj k to po preteklo zgodovino, ne. Pač 81 je bil prvi izgled, ki je pač pokazal, da je v bistvu nekaj v odnosih med francosko državo in temi, takrat so predvsem to, priseljenci iz višjih kolonij, da nekaj v tem odnosu ne štima. Ne. Že takrat je bilo v bistvu vprašanje represije policije, manjko, takrat je bilo predvsem vprašanje te neke integracije v družbo, ne. Veliko se je govorilo o integracijskem modelu. Takrat v bistvu govorimo o levi vladi, ne? Takrat je bil na oblasti takrat je bilo dvoje, ne? Imel si Mitterranda in hkrati je izjemal poraz Le Pena. Ne? In kaj pa vidimo, ne? Ampak tega sem hotela reči, da v bistvu že v 80-ih se je pokazalo, da so problemi, da francoska država očitno ne želi ali pa noče, oziroma mislim, da je pač ohranjala sistemski, institucionalni rasizem, ne, do prebivalcev svojih lastnih kolonij. Ne. Mislim, nekoč so bili to sužnji, potem so bili drugo razdeljeni niti ne državljani, ne, in so bili vedno vedno so bili marginalizirani in zapuščeni, ampak s tem, da seveda je nekaj drugega biti marginaliziran in zapuščen v času keynesianizma, v času fordizma, v času, ko se je načeloma le krepilo socialno državo, ko so se krepile v bistvu skupnosti na lokalni ravni, so se spodbujale neke kolektive, asociacije in tako, ne. Hkrati se je delalo na neki socialni integraciji, če tudi je bila ta velikokrat na izjemno paternalističen način, ne, še vedno si imel tudi vprašanje diskriminacije. Drugo pa je, ko imaš ta kontekst in ko se gre v bistvu za druge generacije, tudi za generacije, ki so rojene v Franciji, ki imajo pogosto tudi francosko državljanstvo. Se oni avtomatsko dobijo, ne? Potem ta druga generacija, ko doseže polnoletnost, mislim, da oni avtomatsko dobijo državljanstvo. To ne vem, Francija je zelo radodarna, kar je svojim do podelitve državljanstva, kot če bilo zadosti, si samo študiral. Kako pa je v konkretnem primeru teh migrantov, pa jaz ne vem, mislim, da zdaj vidim pa malo bolj zapleteno. Ampak ne vem, tako da mogoče imaš prav. Ampak hodila sem to reči, da zdaj govorimo o dveh različnih kontekstih. Eno je bilo po vojno obdobju socialne države, drugo je pa pač čas neoliberalizma. In v 80-ih si imel ta lep clash, ne, Mitterranda, ki je pač naredil neoliberalni obrat, ne, in je šel v varčevalne ukrepe, ki so imele potem dolgoročne posledice, ne, ta nek obrat v splošen austerity, ne, varčevanje, na francosko družbo in pa predvsem na odnos države do teh četrti, kaj se z njimi počelo, in hkrati poraz desnice kot nekega splošnega družbenega fenomena. Ne. Se ni vprašanje, ali je desna stranka na oblasti ali ne, ampak kako se njene prakse in diskus postopoma normalizirata. Ne, mislim. Tako, in tam od 80-ih se v bistvu kot reakcija na to začne porast nacionalizma, nacionalistične retorike, v bistvu se spostavi nek diskurs, ki ima takrat svoje korenine in se v bistvu povleče vse do danes. Ne? Zakaj je temu tako? To je dobro povezala skupaj. Mislim, da je na pamet prišlo, pač v 80-ih se je videlo, da je problema, ne? In francoska država se je odločila, da bo problem reševala na desen način. Ne, mislim, bodo levi na oblasti uradno ali pač neki sredinci, ki uradno, ampak probleme se bo pa reševali na desen način. In pač rekli si porast nacionalizma. Jaz mislim, da še bolj, čemu smo bili priča, sploh v zastih 15 letih, je islamofobija. Izjemen porast islamofobije, ki je dosegla take razsežnosti, da so bili celo akademiki, ne, spravi, recimo, više izobraženi sloji. Ja, liberalci tudi verjetno. Tudi liberalci, ampak više izobraženi sloji, ki delajo v javnih institucijah, v izobraževalnih institucijah, visoko izobraževalnih institucijah, so bili karakterizirani, mislim, se jih je poniževalo, ne, in govorilo, da so oni, mislim, islamogošist, to je bila zmerljivka, ki je prišla v javnost nekaj par let nazaj. Ne, spravi, to kaže stopno na porast islamofobije in pač nekega rasizma ponovnega, ne. Mislim, da je to en zelo pomemben vidik. Pa drug, neka splošna militarizacija francoske države oziroma policizacija, ne, eta polis, ne, do katere je prišlo postopoma pod vsemi temi navideznimi protiterorističnimi ukrepi. Ne. Pred leti sem napisala oddajo za Radio Študent, ne, o teh protiterorističnih ukrepih, ki so v bistvu okrepili nadzor nad
nad vsakim državljanom, ki je samo sumljiv. Mislim, ni še nobene obsodbe nič, mislim tudi ni dokaza še nič, ampak je samo sumljiv. Hkrati izjemna deregulacija pravil za odvzem državljanstva na podlagi prekrška zoper narod. Mislim, kaj je narod? In to se je v bistvu dogajalo ne glede na to, kdo je bil na oblasti, v smislu, če zdaj rečemo leva ali desna opcija. Yes. To je bil proces, ki je potekal res horizontalno v ozadju tega. Ne? Ja, in mislim, da gre tudi, če praviš, trendi v zadnjih letih jih je tako več plasti. Ena je ta politizacija francoske države, ki je delovala v imenu boja proti terorizmu, dejansko se šlo pa za represijo lokalnih skupin, ki niso bile nujno ne migranti in sploh pa ne teroristi. Na nek način se je to kazalo tudi med temi protesti. Rumen Jopičev par let nazaj v teh protestih, nedavnih protestih, proti zvišanju dobe upokojitve in zdaj spet med temi nedavnimi zgredi. Ja. In na nek način se zdi, da je Francija v krizi že odkar je Macron na vladi. Zakaj v bistvu do tega prihaja že cel čas? Glede na to, da je Macron bil na začetku predstavljen kot rešitelj, kot demokrat, kot neka avtoritarni fašistični Marine Le Pen. To je res dobro, če je en avtoritarni v Evropi, je pa to res Macron, tako pa. In mislim, da se je tudi sam Macron, da on je Zeus, ali kaj, da njegova vlada je Zeus vlada, če se prav spomnim. Najmanj egoističen francoski politik. Mislim, da tako eno so te postopne, gradualne spremembe v smislu večanja represije, ki je institucionalna represija, in tukaj ko govorimo o teh četrtih, je zelo pomembno, kako so v bistvu, ko je država postopno uničevala vso to omrežje nekih organizacij, kolektivov, ki so v bistvu skrbele za integracijo, oziroma se maram te besede, ampak za neko življenje v teh skupnostih, pa vseeno povezovanje. Ja, lahko daš kakšen konkreten primer. Te kolektivov in organizacij, se tega je polno, iz tega mislim, to je nekako, ne poznam tega, meni ta fenomen iz Slovenije ni poznan, ampak gre se za kup majhnih združkov, kar je, ne vem, organizacija prenašanja hrane, naprimer, porazdelitev hrane, Tudi to je ena, kar sem jo jaz spoznala. Ampak niso vse samo socialno usmerjene, pa vse gre tudi vse izobraževanje, pa vse gre za lajšanje dostopa na trg dela, a hkrati kulturne, ful nekih tudi kulturnih, skratki nekaj, kar je tem četrtem dajalo življenje, A veš, mislim, če ti uničeš to omrežje, potem ljudje, ki, mislim, in odvzameš neko možnosti vključevanja v svojo lastno družbo, A veš. Ja, jih pasiviziraš tudi na tej fronti. V bistvu so itak že pasivizirani, ker nimajo nobene politične moči. Tudi če zdaj gledamo, da večina pripada recimo delavskem razredu oziroma res tistem najnižjem sloju delavskega razreda, prekarci, visoka raven brezposelnosti celo, da je to hkrati res potem jim vzameš dvojno v bistvu neko političen potencial in v okviru Jaz ne bi govorila o pasifizaciji, jaz bi govorila o izključevanju. Oziroma l'abandon, da nekaj zavrneš, zapustiš. Mislim, da je bila to bolj pravilna, da se prepustiš samemu sebi. Naprimer. To pač ena smer in to je bilo res, kot si rekla, ne glede na uraden obraz vlad oziroma predsednikov, ki so še bolj pomembni v Franciji, kot vlade. Macron je pa Macron je pa to radikaliziral, delno pač on se je predstavljal kot neki novi, da bo zdaj naredil red, ampak kakšen red, mislim, da je to zelo pomembno. Macron je prišel iz finančnega sektorja, on je pač veze v velikih financah, s Lehman Brothers in tako ne. Mislim, da je on tako tipičen politik oziroma tipičen politik, ki je prišel iz tega višjega sloja, privilegiranega sloja v času finančnega in globalnega kapitalizma. Mislim, tako je lepa personifikacija tega. To je francoska Hillary Clinton. Recimo, samo mislim, Hillary Clinton je še vedno starega kova, jaz bi rekla. Ja, to je res. On pa ni, in ravno, in ker on ni, Amabile Bruno, mislim, da ima teorijo, da on hoče vzpostaviti nek nov blok buržoa,
meščanski družbeni blok, ki bo zmožen v bistvu ustaviti oziroma zatreti izjemno močen upor francoske družbe splošno gledano proti neoliberalnim ukrepom, proti razgradnji socialne države, ne? Ker so to pa imamo tam vedno tako močne proteste proti pokojninski reformi, proti reformam trga dela, tudi proti reformam univerzitetnega sistema, ne? Pač v francoski družbi je odpor, je močan odpor in organiziran odpor proti tem reformam, ne? Zato tudi Francija ni imela neoliberalizma stil US, ne? Stil Velika Britanija. Kdo je pa glavna baza od Macrona, kjer družbeni sloji ga najbolj podpirajo? Kdo ga voli? To je zelo dobro vprašanje. Ne? Delno so, vsaj sprva, ne? Ker pa je prišel zjutraj, Macron je zdaj že drugič na oblasti in se mu je sploh pokazal, kaj je res. Ne? Ampak v prvem krogu volitev so ga veliko podpirali v bistvu ta razočarana baza socialistov. To je nekak fenomen razočarane baze LDS-ovcev, bivših, ki zdaj volijo te v Sloveniji nove obraze. Zelo podoben fenomen, ne? Tako da lahko v bistvu to postavimo primerjavo s Slovenijo. Tako z tega vidika. Drug vidik, nema pa seveda, Macron je predstavnik bogatega razreda. Mogoče niti ne toliko aristokratov, starih francoskih aristokratov, kot teh novega, bogatega, privilegiranega razreda. No, samo da stopi na oblast, bo takoj znižal en davek za bogate. Ali bo to za velike korporacije, ali bo to na posestva, ali bo to na premoženje. Mislim, to si gledaš, to samo padalo, ne? Na kak način se pa primerja z drugimi neoliberalci, ki jih vidimo drugje po svetu? No? Prej se primerjalo z Ameriko, da je Francija imela, ali drugačno, ni imela takšnega neoliberalizma. Kako se pa tam Macronov režim, če temu tako rečemo, primerja s tem? Ja, to sem res razmišljala, s kom bi ga dal, ker Macron je pač na eni vidiki zelo tak hardcore neoliberalc in zelo brezkompromisen na tej ravni, tako da tukaj bi ga lahko mogoče primerjal s Thatcherjevo, ne. Tudi kot Thatcherjeva je poslala vojake nad delavce, so protestirali. On pošilja protiteroristične enote. Ja, robokope se mi reče. Robokope, ne. Robokope pa zdaj ustanovil še eno novo posebno specialno enoto za protestnike, ne. Pa sem zadnjič pravila. Skratka, tukaj ste si podobna. Nista pa si toliko podobna, se ne zdi, ampak ne poznam, mislim, Thatcherjevo bolj poznam z vidika socialno-ekonomskih politik, ne poznam pa način vladanja kot takega, ampak Macron je avtoritarc. Njemu ni problem iti preko členov ustave, preko parlamentarne debate, ne. Tudi zdaj je takoj, mislim, neko zelo, pač, ko sem se pravila na intervju, je še ena smrt mladega fanta, ki je v Franciji zelo odmevna, Adama Traore, ki se je zgodila leta 2013. In od takrat so vsako leto v bistvu demonstracije, ki so v bistvu izjemno mirne, gre se pač za spomin in pa poziv, da se gre v bistvu, da bi se končno šel v preiskavo glede tega primera, ne. No, in v kontekstu teh izgredov so pač ta protest, ki je postal že kar nek način normalen, ne, ga pa ne rečem, no, pač ni več zbujal ne ogorčenja, ne presenečenja, ne nič, ki še Macron povedal. To je bila totalna provokacija. Ja, to še v Ameriki, ko so bili protesti za Georgea Floyda, če se spomnimo, ne? Ti res množični, tega še tam ni bilo, ne? Tu v Franciji pa v bistvu vidimo. Ja, in še nekaj, zdaj, ko si Georgea Floyda omenila, nekaj zelo zanimivo. Pač kako se je ta represija, nasilna represija, diskriminacija in rasizem znotraj policije, kako je to v bistvu normalnost v Franciji, do te mere, da tudi to je normalnost v ZDA, ne? Ker proti Georgeu Floydu, oziroma ne proti njemu, proti policistom, ki so bili vpleteni v uboj Georgea Floyda, se je šlo v preiskavo. Bili so pod preiskavo in ta glavni policist, ki je nekaj posredno ubil, mislim, da je dobil 22 let zapora. Tisti, ki je asistiral, ali ki je v bistvu onemogočil, da bi prišla pomoč, nekaj takega je dobil 4 leta, pa še ostali so nekaj dobili, ne. In to v 3 letih. Adam Traore, naprimer, zdaj se od začetka poskuša vzpostaviti pritisk, da bi se šlo v preiskavo in je tudi leta
v juniju, no, letos, se pravi 10 let potem je varuh človekovih pravic v Franciji rekel, da je to res nesprejemljivo, da v bistvu država preprečuje odprtje preiskave. Ne? Mislim, tukaj vidimo izjemno razliko. Ne? V ZDA so se v 3 letih dali v neko obtožbo, obsodili to tudi na individualni ravni. Čeprav mislim, da je Minnesota šlo tudi v reformo funkcioniranja policije, spravi neki so le probali spremeniti, ali je bila to kozmetična narave ali ne, jaz ne vem. Ja, je bil nek učinek, vsaj na deklarativni ravni. Deklarativni pa tudi na ravni obsodbe. Da je ta francoska policija v zadnjem času, v zadnjih 10 letih, še posebej postala zelo represivna. Več raziskav je pokazalo, da je najbolj represivna v Evropi. Poleg tega pa velik del te policije francoske simpatizira s skrajno desnico. Se pravi, in ta represija tudi na nek način sprožila te nedavne izgrede. Ampak zakaj je francoska policija ratala tako agresivna, nasilna v zadnjih 10 letih recimo? In kaj to spet je nek trend, na kakšen razvoj francoske politike to kaže? Ja, zakaj v zadnjih 10 letih, mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Jaz bi drugače prej vidim mogoče od 2016 nek premik, no? Takrat, ko je bil res ta množičen upor proti El Khomri, se pravi proti reformi trga dela, no? Na tistih protestih sem tudi jaz sodelovala in pač videla to nasilje. In tudi kaj to pa država pošlje na te praktično vojsko z vsemi njihovimi, z vso njihovo opremo in zidovi in kaj se delajo, da te stisnejo v neko tempo. Torej v bistvu policija tako ali tako deluje kot represivni organ države. Tudi zdaj, če nimajo nekih posebnih pooblastil, tako kot jih zdaj dobivajo, recimo. Torej, to je njihova osnovna funkcija, ampak hkrati pa država z dodatnimi pooblastili to policijsko nasilje samo še pospešuje. Tako kot si prej rekla, ti si bila na teh protestih leta 2016, leta 2017 je bil sprejet ta zakon, na podlagi katerega v bistvu lahko policija recimo dobi pooblastila za streljanje, če je nekdo na begu v avtomobilu, da je to že dovoljšna podlaga za to, da oni uporabijo dejansko strelno orožje. Mislim, da tukaj gre za, v splošnem gre za krepitev nasilja oziroma legitimirane uporabe nasilja tudi v boju znotraj policije. Pač to je to, o čemer govoriva. Sta pa skupini, na katere to letijo, sta dve zelo različni. Eno so pač protestniki, demonstranti, to, kar sem jaz rekla, pač protesti proti reformi trga delovne sile in potem, naprimer, to, kar smo zdaj spremljali, protesti proti reformi pokojninskega sistema. Pokojninske reforme, pravi, francoska država in moja zelo amaterska razlaga je, da je v bistvu to posledica izjemno silovitega delavskega boja v Franciji in zmožnosti delavskega razreda, da se organizira in upre tako državi, kot tudi kapitalistom. Tako, ker v bistvu policija targetira potem ta res najrevnejše predele, najrevnejše soseske, malo pod pretvezo tega, da se zdaj kriminal omejuje in preganja. Ja, z tega vidika bolj targetira v bistvu leve skupine, predstavnike levih gibanj, upornike in tako, ne? To je to. Drugo, kar pa to je rekla, da je pa to v bistvu posledica te imperialistične narave francoske države, to, da je bila in je še danes se vede kot kolonialistična velesila, ne? In je izjemno represivna do pripadnikov nevečinskega oziroma nedominantnih skupin, neprevladajočih skupin, ne? So ponavadi druge barve in prihajajo tudi, ne vem, iz podsaharske Afrike, Severne Afrike, se pravi bivših kolonij, ne? In z tega vidika se je pač v zadnjem času, mislim, na obeh ravni, do protestnikov in do teh skupin, ki prihajajo iz teh marginaliziranih četrti kot na Helva, se je represija ukrepila. Na eni strani se je represija ukrepila s temi antiterorističnimi zakoni, a hkrati so pa policisti, to je ta zakon, ki se ga ti omenila, 2017 je v bistvu bil zakon, ki je izjemno omehčal pravila
obnašanja pri pregledovanju avtomobila. Se pravi, ko je neka popolnoma navadna kontrola, cestna kontrola. Ne? To je potem tudi vodilo do tega umora na Hela. Točno to. To je zakonodajni okvir, ki je v bistvu omogočil ne samo ta umor, ki je omogočil izjemen porast v boju. 2018 je število ljudi, ki so umrli kot posledica v bistvu boja policista, izjemno naraslo. Zdaj, direkten efekt. In to je ta zakonodajni okvir, ki se je od začetka bil problematičen, ki se ga je problematiziralo in ki ga država tolerira. Delno ga je do zdaj tolerirala in ga verjetno še nekaj časa bo zaradi tega, ker če ni video, ni dokazov. To je pa zdaj, to je razlika pri tem na Helu, da je bil video in se je videl, kaj se je zgodilo. Ja, in na prvi pogled se v bistvu zdi, kot da francoska policija stopa oziroma da se nekako lahko primerja s tem sistemskim policijskim nasiljem v Združenih državah Amerike. Kako je pa pri nas, se sploh lahko primerja z ZDA, ali pa mogoče kako je pa pri nas, ali pri nas lahko tudi recimo pričakujemo tak nastop policije, če bi trenutna oblast, mogoče zdaj Golobova vlada ali pa prejšnja vlada, ali pa ne vem, če bi dali taka pooblastila policiji. Videli smo že na teh protestih, da se je uporabljalo razna represivna sredstva, vodni top, da je policija zelo agresivno že začela nastopati tudi pri nas, ne? Kako bi to lahko postavili v kontekst, recimo, mogoče te tri države? Kar se tiče ZDA pa Francije, jaz mislim, da se absolutno delita to represijo do migrantov. Mislim, pa ne gre se, meni res težko, ampak ne gre se samo za migrante. To se gre preprosto tudi za njihove potomce, druge generacije, tretje generacije, ki živijo v Franciji, ki polno delajo v Franciji, ki so se polno šolali v Franciji in ki so pač francoski državljani. Ampak gre se za sistemsko izključevanje in potem vse, kar se počne s temi prebivalci, da se jih nadzira, kaznuje, ali pa se zgraža nad njimi. To je tako. Pač te tri opcije so. In mislim, tukaj bi vsega, da si ZDA pa Francija, da si zelo podobne. Zdaj, če samo z vidika George Floyda tudi vidimo, da v bistvu ZDA mogoče še saj navidezno se trudijo nekaj reagirati, medtem ko Francija se v bistvu sploh ni debate o diskriminaciji in rasizmu znotraj policije. To pač ni debata. Tako, ker tu se predstavlja, da vedno ta republikanska tradicija in da policija v bistvu nima tako represivne vloge, ampak zdaj vidimo, da jo ima in da brez dvoma, da to sploh ni dvom več v to. Jaz mislim, da francoski visoki razredi ali pa višji razredi, pa sploh ti, ki volijo Macrona, še koga drugega, pač mislim, da ni tako vsi, kaj se s prebivalcami teh četrti dogaja, ni tako si mislila, kaj pa drugega, ne si tako sem razgrajala. In policija se v bistvu kaže kot zaščitnica. Razumeš, mislim, da kot zaščitnica vladajočih razredov. Seveda, ona dela red, to vse kaj drugega se v teh četrtih itak ne ve, kot to, da razgrajajo. Kdaj pa se govori o teh četrtih. Tako veš, mislim, smernice so mogoče tukaj v Sloveniji roaming, daj vemo, kaj o romih, o romskih naseljih. Tako, ja. Pač, ali je neka štala, en problem. Pa da je spet bil požar tam. Ja. Pa tudi jaz sem recimo sama, čisto v nekem osebnem primeru, že bila priča policijskemu nasilju nad Romi, konkretno. Tako da vidimo zdaj, mogoče je to tudi, da ni romska skupnost tako številčna, da je tudi to nek razlog, ampak da v bistvu nastavki za to so in da se lahko na nek način primerja. Ja, jaz mislim, da je ta neka splošna tendenca v neoliberalizmu, da se država preoblikuje v neko policijsko, kaznovalno, nadzorovalno državo. Pa lahko govorimo o različnih vidikih, pa o različnih intenzivitetah, pa o različnih mehanizmih. Ampak trend je splošen. Saj poglejmo zakonodajo v Sloveniji o brezposelnosti, pa pravic do nadomestila, kako je to nadzorovalno in kaznovalno. Kaj se moraš, kaj se ne smeš početi za to, da si upravičen do pomoči, ki ti tak pripada, tretiran si pa kot len, ki samo izkorišča. Kot parazit, Ki bi sam mogel malo bolj trdo delati, pa bi se... Točno to, oziroma ne bi to len pa se zmišljati, skratka. Ampak če gremo nazaj na Francijo in ZDA, jaz mislim pravi, ta represija, ta rasizem, je zelo močan v obeh.
Kar pa ima Francija še dodatno, je pa pač represija protestov, demonstracij. Je vojno stanje. Veš, V državi, ki ima dolgoletno tradicijo protestiranja in revolucije. Ne? Ja, in delavskih bojev, pa ki je edina vojaška velesila v Evropi. Se kaj ni zdaj, ko so imeli praznovanje, pa to 14. juli, je bil Modi tam iz Indije, ker so lik naredili en velik del o prodaji vojaškega orožja in letali. Mislim, zelo povedno. Zelo povedno, ja. Zdaj, mislim, to se mi zdi pomembne podobnosti, pa tudi ta razlika. No, pač, v Franciji je vojno stanje, ko se demonstrira. Sveda pa to vse ni primerljivo s tem sistemskim nasiljem in represijo nad prebivalci teh organiziranih četrti. Ker to se dogaja zdaj skozi več generacij, čeprav ima vsaka generacija svoj spomin, svoje izkušnje. To si v tem pogovoru s STA, ki je potem tudi RTV povzel, si napisala oziroma povedala, da je za izgrede kriva sistemska diskriminacija in ne slaba integracija. Ampak kaj sploh pomeni ta sistemska diskriminacija in kakšni so neki konkretni primeri? Ker se mi zdi, da izraz sistemska diskriminacija veliko ljudi to uporablja, ne da bi zares neko vsebino za tem imeli, ampak kako konkretno to zgleda, kako to otežuje življenje teh ljudi. Zdaj, kakor jo jaz razumem, oziroma kako jaz to razumem v Franciji, preko lastne izkušnje pa mogoče branja in pogovarjanja, pač ko reče sistemske, zato zdaj ne gre za tega dotičnega policista, pa nekoga, ki pač nista marala tega Nahela, ker se je imenoval Nahel, ne pa Erik, ali pa Julien, naprimer. Pa kaj me bi mogoče še zdaj na hitro, če interveniram, če bi samo na kratko opisala, mogoče naši poslušalci niso čisto spremljali, kaj se je pravzaprav zgodilo s tem 17-letnim Nahelom. Čisto na kratko, da potem navežemo, da razjasnimo. Jaz mislim, če sem jaz prav razumela, je bila to navadna policijska kontrola, se pravi, policija ustavi avto, prosim, vozniško dovoljenje, ne vem, kaj še vprašajo, meni še ni Francija, mislim, policija je ustavila v Franciji, tako da ne. In on ni želel, da dokumentov. Ni želel da dokumentov in se potem želel odpeljati. In ko se je želel odpeljati, ga je pač policist, kakor je posnetek lahko pokazal, hlaknem krvno ustrelil v glavo. Se je vedel, kaj počne. Da je potem prvi uradni govor policije, ki je bil pa tudi povzet po medijih, je da je šlo za nevarnega mladostnika, ki je želel pobegniti in je bil nevaren. Zakaj? Mislim, ni naključje, da je bila taka formulacija, ker pač ta zakon iz 2017 dovoljuje uporabo, kako se že reče, dovoljuje uporabo strelnih orožij nad vozniki, ki ob pobegu, ki v pobegu potencialno ogrožajo sebe, okolico in policijo. Tako da ta moment ogroženi smo bili, je zelo pomembno. To je stvar presoje policije in medijev potem, koliko je. V bistvu Francija je stvar še bolj fascinantna, to je na koncu stvar tudi presoje policije. Francija ni zato, da bi pokazala, kako ona uveljavlja nek red znotraj svoje policije, ustanovila nekdaj inspekcijo general de la police, se pravi splošno inšpekcijo nad policijo, v kateri sedijo sami policisti, v katero pridejo sami policisti, ki so imenovani strani policistov. Ta inspekcijo policisti preiskujejo sami sebi in ugotovijo, da niso nič krivi. Oni sami sebi govorijo, da so bili res ogroženi in da to res ne gre. Ampak potem je pa en dan kasneje prišel ta posnetek ven, potem je bilo pa pač eksplozija. Če gremo zdaj na sistemsko. Na sistemsko nasilje je pa njihov, da to pač žal ni posamičen primer. Teh primerov je ogromno. Pač eni so ful mediatizirani, drugi niso. Enkrat se mladini iz trga, drugi se jih pač ne. Ampak teh primerov je ogromno. Samo leta 2022 je bilo 13 ljudi ubitih zaradi tega, ker so bili nevarni in so pobegali in jih je bilo treba ustreliti. To je ogromno. Da se še vrnemo na to sistemsko diskriminacijo. Kako konkretno to zgleda? Kakšne so neki zakonodaje, učinki, kako to vpliva na življenje enih obubožanih
Mislim, jaz, ko govorimo o Front. sistemski diskriminaciji, tako kar se tiče policije, je to, da ima izjemno lahkoten zakonodajni okvir, pač eno je ta zakonodaja 2017, kateri učinki so zelo jasni. In hkrati ta inspekcija generalne, splošna inspekcija, ki seveda pač nadzira lastne ljudi, a ne? In to bi se lahko odpravilo za začetek in ustanovilo neodvisno telo, ne? Ki bo v bistvu res pregledovalo, kaj se je zgodilo. Ne? Drugo je, da se odpre preiskave, se pač da vsakega policista da pod preiskavo, zdaj se pa omogoči to, da v bistvu dovoljuje to, da policist, ki je pač ubil nekoga ali pa ga izjemno poškodoval, ne, takoj da on sam pritožbo proti žrtvi, ne, da ga je žrtev ogrožala. In v tem primeru on ne more biti obsojen, ne more iti v postopek. Skratka, obstaja en kup nek mini določil, ne, zato pa to je sistemska diskriminacija. Primerov tega je ogromno. Od leta 1981, zlasti od leta 2005, to je bilo ogromno ubojev, ne, oziroma umorov, zdaj ne vem, kako se uradno reče. Zato gre za sistemsko, ve se, znano je, pa se nič ne spremeni. Nekdo se je že leta 81, to je eno, kar tiče policije. Zato pravim temu, to je sistemska, ali pa recimo vse institucionalna in državno podpirana. Ja? Tudi to, da je šel Macron po temu, po boju na Hela, namesto da bi šel do družine, pa se je mogoče upravičil, ne, a veš? Ja, je šel do policista, ne, do policista. oziroma... Prav tako ne Macron, ne vlada niste reagirala, ko je tale bivša desna roka od Erik Zemmourja, ne? Erik Zemmour je pač ta desničar, ob kateri je tudi Le Penovka zelo zmerna političarka, ne? On je takoj ustanovil pač sklad za podporo temu policistu, ki je na Hela ubil, in njegovi družini. Mislim, v tem posnetku je očitno, kaj se je zgodilo. Zdaj, lahko mi temu rečemo, a veš, diskriminacija, karkoli, ampak ta policist je namenoma, je zavedno tega otroka ubil, tega dečka, ne? Ja, in to res lahko še govorimo o otroku, ne? Mislim, in, a veš, on je dal ven javno, ne, pač podpora oziroma fundraising v podporo temu policistu in družini, in to se je dogajalo en mesec. Ta sklad je, čakaj, sem se nekaj zapisala, potem so ga zaprli, ker je bilo preprosto preveč ogorčanja, ampak ne strani politikov, ne. Ja, Mélenchon je obsodil, seveda so levico obsodili, ampak ne strani politične garniture, stil Macron in ostali, tega niso obsodili, niso rekli, mislim, to je totalno bolano med ta sklad podpore, ki je hkrati simboličen, hkrati pa mislim, da so zbrali več kot 1 400 000 evrov. Ja, in to je tako zanemarljivo, ne? Točno to, mislim, to tudi kaže na legitimacijo tega sistemskega nasilja. No, pa drugo, konkretno v francoski družbi, ko jaz govorim o sistemski diskriminaciji in rasizmu, so pač brutalne številke. Brutalne številke o tem, kako je pač potomcem imigrantom, ne, spravi, lahko imajo francosko državljanstvo, lahko ne, lahko živijo celo življenje v Franciji, lahko ne, ampak njim je pač dostop do stanovanja, do zaposlitve, tudi do zdravstvenih storitev neprimerno otežen, ne. Se najdela ena številka, da potomci imigrantov, moški v povprečju zaslužijo 7% nižje mesečne plače, povprečne, ženske pa 49%. No. To je še huje. To je še huje, ampak zakaj je? Zato, ker se vedno znajdejo v delah čistilk, ne? Čistijo domove. Najslabše plačane, agencijske delavke, prekarno zaposlene. Šla je tudi raziskava, kako gradbeniki se zorganizirajo, da je v bistvu organizacija dela na gradbenih objektih, ne sledi neki logiki, pač glede na kvalifikacijo, znanje in veščine delavca, ampak glede na porasni logiki, ne. Razumeš, zato je spravno. Ja, in potomci teh migrantov, ki so v bistvu že res integrirani francoski državljani, imajo, mislim, da sem nekje prebrala, 2-krat manjšo možnost, da tudi dobijo zaposlitev. Ogromna ta armado brezposelnosti sestavljajo, ne. In če bi iz tega zdaj potegnili tega prekarnosti, no, in prekarnosti, hitro, mislim, delovne sile, ki se jo zelo hitro da izkoristiti. Jaz mislim, da bo to, no. Ker ni, da so, koliko je res brezposelnih velikih, ki imajo na črno delo, ali pa so res v nekih brutalnih razmerah, no. Če zdaj gremo mogoče od tega individualnega primera na Hela, pa preko te sistemske diskriminacije, kako pa to vpliva na delavski razred v Franciji, na
povezovanje delavcev, mogoče delavcev migrantov v tem konkretnem primeru. Ja. Kak vpliv ima ta sistemska Jaz mislim, da je to diskriminacija? zelo dobro vprašanje, pa velik izziv, ne, v zelenice v Franciji, ne, da se spet Ja, ker svojim- levice, lahko spogovorimo o levici Ja. v Franciji. Gre za nek lakt monkine, ali pa la montre monke. Pač to, da se ti mladi izražajo, sem tako, da pač začnejo razbijati vse okoli njih in zažigati, ne. Pač res, a veš, če bi šli oni vsaj do Le Champs-Élysées, ne pa do vladne palače, pa bi tam kaj naredili, bi bilo, mislim, super, ne, tako, kot so Gilets so vedeli, to so njihovi oblastniki, kam se morajo izgražati. Ja, vsaj simbolno, Točno ne. to, vsaj simbolno. Mislim, to je pa tako izključena družba, ne? A veš, tako zapuščeni, so prepuščeni sami sebi, da tudi, ko so jezni, pač uničujejo svojo lastno četrt na nek način, ne? A veš, Ja, te ja, neke in male, podobno- neke male trgovce okoli, ne, in to, a veš, ker se vsi ko... Podobni so pojavi, večkrat vidimo na takšne izgrede v večjih evropskih mestih. Se pravi 2005 v Franciji, tudi v Sloveniji, pa v Angliji, poznamo te primere. In je, Ampak kakšne so običajno posledice? Običajno ni nekih pozitivnih političnih posledic za te marginalizirane skupine. Hkrati pa tudi nimajo neke politične vsebine, sam nek ventil za to upravičeno jezo, ki se pa doskrat slabo izrazi. No. mislim, je, In kakšne pač recimo posledice teh izgredov, kako bo to vplivalo na Macronovo vlado? ja, zdaj, mogoče... Podalo mogoče prednost Le Penovi na naslednjih volitvah? Kaj misliš, da se bo zgodilo? Kaj sem hotela reči prej, da pač izražanje jeze na tak način je, kot si rekel, pač kaže, je pač očitno, da nimajo kanala, ne političnega, ne medijskega, kjer bi se izražali ne, na drug način. Tako da jaz mislim, da gre tukaj res za izjemen prepad med levimi skupinami, levičarji, ne, recimo temo, sploh politiki, etaliranimi strankami in temi četrtimi, ne. Čeprav zdaj trenutno, kar se je trenutno dogaja v Franciji, je vse nek premik, ker vidimo izjemno združevanje različnih kolektivov, asociacij, iniciativ, sindikatov in tudi političnih strank, ne, zlasti zelenih pa zelenih pa Dnupesa, ne, da bi stvorili neko skupno fronto, ne, in jaz mislim, da edini kanal do teh četrti bi bilo ravno pri teh nekih lokalnih kolektivov, ki jih je bilijon pač pod smrti vsakega fanta, ponavadi sestra ustanovi kolektiva, ne, zato za boj za pravičnost, ne. Tega imaš ogromno, ali pa mama samohranilka, ne, velikrat se res za mame samohranilke, potem izgubijo sinove in tako, no. Ampak, skratka, ko bo to delovalo na francoski delavski razred, vprašanje je, koliko so te v bistvu, ko so te prebivalstvi del delavskega razreda, oziroma koliko niso prosto res izključeni tudi iz neke širše francoske družbe, vsekakor jih pa neka levica do zdaj ni znala naslavljati in jim dati. Jaz mislim, da ne njih naslavlja tudi zelo ne v postkolonialnem paternalističnem diskurzu pa načinu, ne, ampak dati jim prostor, da povejo kaj, ne, pa da se sami izrazijo, ker tega ni v medijih sploh nimajo prostora, ko ga imajo, so pač razbojniki, divjaki, razgrajači, ne, da bi pa se, veš, da bi imeli pa oni medijski prostor in en blog se je ustanovil, Bobby blog ali kaj, ki ga pišejo v bistvu prebivalci teh četrti, pa da govorijo kakšno življenje, pa kaj počnejo, pa ne. Ja, pač preko nekih osebnih zgodb. Nimajo pa kanala in to je dejstvo je, da je to v bistvu kako pa o teh protestih poročajo francoski mediji? Zagotovo nisem naklonjen, včasih celo vidimo primere, ko prav po filmsko snemajo te izgrede, uničevanje trgovin, ne? Da prav načrtno delajo v smeri, da se protestnike pokaže izključno kot nasilneže, kot nekoga, ki, poglejte, se oni pa tudi svojo lastno četrt, svoj dom uničujejo, ne? In mi bi zdaj morali na nek način zaščititi, ali pa oni zdaj, ne? Na kak način? Ja, kak način mediji pač to te močne medijske hiše, ne, naprimer BFM TV, ne. Jaz mislim, oni pač delajo to, kar oblast dela, ne. Škandalizira, kriminalizira, ne, stereotipizira. Pač ne, oblast dela prek svojih govorov pa reakcij, oni pa delajo to še med slikami, pa vse delujemo bolj spektakularno, ne.
Ampak gre v bistvu za čisto logiko, ne? Pač kolikor se obravnava te okoliše, te četrti se jih obravnava kot delikvente, kriminalce, razgrajače, kot problem, ne? Ne razmišlja se o njihovih problemih, ampak so pač oni sami po sebi že naš problem, ne? Naprimer, to je eno. In je izjemno poenostavljanje, izkrivljanje kompleksne realnosti, ki je tam, ne, mislim, na koncu se to za nekih cirka 5,4 milijone prebivalstva. Ne. In mislim, tudi vmes so absolutno mladi, vmes je tudi veliko ljudi, ki mogoče te izgrede izrabljajo za še kaj drugega, ne, kot so samo nek protest, pa klice po pravičnosti, pa bolj enakopravni obravnavi, ne. Ampak poanta je, da ko se s prstom kaže samo na te ljudi in ko se to, ne, a veš, potem gre v bistvu bombardiranje s temi slikami in gled, kaj so naredili, kaj so razvili, ne, veš, pa to podarjanje izjemnega nasilja, izjemnega, mislim, gre se res za neko prikazovanje, kot da so divjaki, no, meni se zdi tako, da to kot reality show, Mislim, ne reality show, ne, nekoč se je pa v bistvu prebivalce kolonij predstavljalo kot divjake, ne. V bistvu je približan isti pristop, ne. Na njih se je pošiljalo vojake, ne, ali pa se jih preprosto prebičalo, pobilo, zdaj tukaj se pa pošilja policijo, ne, pa vse te neke črne robokope, veš, kot da se gre, mislim, gre se za diskurs, ki upravičuje in legitimira in uokvirja v bistvu dejanja oblasti, ne. A veš, ni pa v bistvu, ne vzpostavlja se pa kanal in v bistvu in tukaj pa naprimer poročanje 2.5 pa danes, to je isto. Ni razlike. Res, ker je fascinantno, ker vmes se je policija izjemno radikalizirala, pač policija je totalna desna institucija, dejstvo je. Po praksah, po diskurzu, ne vem, pač oni so jih karakterizirali te izgrednike za škodljivce, nevarnost Franciji in take. Mislim, to so niso francoski policijski sindikati neke takšne izjave delali, ne? Tako, oni so se predlagali, da bi paralelno policijo vzpostavili samo za nadzor teh, ki jih se izvijako, ne? Jaz bi se mogoče sam nazaj malo navezal, ko si rekla, da levica, francoska levica, karkoli to pomeni, ni uspela pristopiti do teh skupin, no? Zakaj misliš, da je to? Zakaj jih ne znajo naslavljati? V čem je problem? A je pač sam tak šibka francoska levica ali je tudi nek rasizem v levici francoski? Kaj misliš, da je razlog? Mislim, se kot se rekel, ne, zdaj govoriti o francoski levici je zelo kočljiva stvar, kaj je, ne, v Sloveniji je to že malo lažje. Se mi veliki izberen, še tam se lahko vpraša človek. Ampak, zakaj so jih zapustili? Ne vem, niti ne vem, če so jih sploh zapustili, če so jih kdaj resno obravnavali. Ko so jih imeli to zmožnost obravnavati, pa vse kako bazo imajo, ne. To, a veš, mislim, jaz vem, da obstaja ful nekih iniciativ, pa ful nekih povezav, ne. Ampak je pa, zadnje se s kolegico pogovarjala, ne, in je rekla, veš, mislim, mi zdaj delimo tukaj neke letake, ne, proti nasilju, policijskemu nasilju in agresiji in vsem temu, ne. Ampak jaz se ne čutim v te četrte in to deliti tam, ker sem preprosto predstavnica privilegiranega razreda, ki ga zatira. Ja, in tudi čeloma ti migrantski delavci se potem težje tudi vključijo v sindikate, vključijo v delavske organizacije, ne? Ker so preprosto preveč razbiti, preveč že tako ali tako neorganizirani, pasivni, nimajo nobenega glasu in potem tudi gledajo na nekoga, ki pride tak, ki bi jih poskusil organizirati, kot na nekoga, ki jim zdaj mogoče želi, ne vem, pametovati. Ja, mislim, da kakšen koli paternalističen pristop, v smislu, mi vam bomo zdaj pokazali, pa kaj bi pa vi radi, pa vam bomo zdaj mi to dali, pač to ne gre, no. Jaz mislim, da vsekakor je potencial v teh skupnostih, da se jih politizira, da se jih povezuje, ampak zato treba še obvezno neke akterje, ki delujejo, ki se institucionalizirajo. Trenutno je trend razgradnje kolektivov, ja, pod raznimi ali pod vrčevalnimi ukrepi zmanjševanja subvencij ali pa pod pretvezo boja proti terorizmu in pač zapiranju vseh možnih bojda teroristično naravnanih islamističnih organizacij in tako, ne. A veš, no, ampak tam, trenutno so neki premiki dogajajo, ne, tako da bomo videli, kako bo zdaj, mislim, kaj bodo zdaj naredili, ne. En primer tega je, da leta 2005 ni ta levica, kakorkoli jo karakteriziramo, ni podajala mnenje glede teh izgledov.
tokrat pa je Tako. ta Mélenchon, sem to pravilno izgovoril, Dobro. prosim popravite me, ne znam francosko, da on je dal izjavo, da je treba te protestnike poslušati, kakšni so kaj je privedlo do tega in tako naprej, in jih ni obsodeno. Hkrati je pa tudi en podoben poziv podpisalo več francoskih sindikatov pa drugih organizacij, bomo ga mogoče lahko polinkali v opisu epizode, kjer so tudi neke relativno napredne zahteve postavljene. Ampak Tako je. na kakšen odziv so te izjave naletele, tako med neko francosko javnostjo, kot tudi med politično elito ali pa ostalimi politiki, ali pa med temi pač marginaliziranimi skupinami. Kakšen odziv je bil med temi prebivalci v kroži, ne vem, ker sploh ne vem, kako dobiti informacije tam. Pač brala sem nekaj intervjuje s predstavniki in ljudje, ki delajo ali pa ki so povezani ali pa ki tam izhajajo, pa so kakšne članke napisali, ne. In pač vsi opozarjajo na prepad, ne. In veš, gre se za leta izključevanja in veš, postopno izpadaš iz sistema, najprej šolskega, ne, potem iz trga delovne sile, potem še socialna zafrkava, ne, mislim, tam je sploh v Franciji ta pomoč za brezposelnost, vse, kar je povezano s tem polom centri za zaposlovanje, to je izjemno represivno in kaznovalno, nadzorovano, naravnano, ne. Mislim, in ti ima samo to izkušnjo, ne, sistem, kakor sem jaz v sistemu, sem tako, da se me represira ali pa nadzoruje, pa obravnava kot, veš, kriminalce, ne vem, ker pač sem. Zdaj, to peticija, ta peticija je bila pa zelo obsežna, mislim, da govoriš o tej not happy, naša država je v žalovanju in v jezi, ne, ali pa žaluje in se jezi, ne. Da so različne asociacije so sam pristopile, mislim, da se je povezalo, da je v bistvu to peticijo inicirala tale, ko se je že imenovala, pač sestra od sestra tudi enega ubitega fanta, ne, ki tudi pač ima svoj kolektiv in se bojuje za pravičnost in za to, da bi se v bistvu ta primer končno dal v preiskavo, da je ona to lansirala in ob tem, kar je videla, da se je ta sklad za policiste in njegovo družino ustanovil, kar se vidi, da je neka solidarnost, ne, in to, kar si ti rekel, Mélenchon je tokrat jasno podporil izgrednike, meni se tudi zelo dober, ne, ker pač dejstvo je, da normalnost ni normalna, ne, in je to potem legitimna oblika jeze, priznavanja, legitimna oblika upora, ne, ker drugače ne moreš upreti tako, da v bistvu razbiješ, ne, in tako dobiš medijsko pozornost, ne. V kolikšni meri bodo pa to zdaj oni izkoristili za neko politično povezovanje, pa ne vem, ker trenutno je v Franciji, pač te upori so se malo umirili, da jaz upam, ne, te izgredi, zdaj jaz upam, da bodo vse, mislim, so bili toliko močni in škandalozni, da bodo potegnili to naprej, da se bo še naprej govorilo o tej reformi policije, ki je nujna, in to bi že veliko pripomoglo, in mislim, da je bila tudi to ena glavnih zahtev te peticije, ne, da se v bistvu odpravi ta splošna komisija oziroma inšpekcija za policijo in se ustanovi neodvisen organ. To je bila ena glavnih zahtev. Je pa tako, ne, v Franciji trenutno Macron je hotel predavnim dati čas vendati nov zakon o imigrantih, ne, ker je izjemno restriktiven glede prošenj za azil. Tako da vsi celotni zgled in dogajanje, če mene vprašaš, je v bistvu šlo bolj na roko desnici, kot levici, ker je bila spet se je pokazali, joj, ti naši migranti in ti, ki pač seveda niso člani francoskega naroda, ne. Oni samo, veš, uničujejo, ne spoštujejo, razgrajajo, ne, pa še s prstom kažejo na našo policijo, ne. Mislim, da je to... A vidiš ti mogoče, kje možnost v teh protestih, pa zdaj recimo, če vzamemo te proteste kot reakcije na policijsko nasilje, ali pa na zadnje proteste proti pokojninski reformi ali katerikoli drugi reformi iz preteklosti Macronove vlade, ali vidiš ti kje potencial za uvajanje nekih naprednih idej v teh protestih? Naprednih idej je v Franciji ogromno že brez protestov. Recimo strana taka, naprimer, ali pa ne vem, mislim, ideje ogromno, tudi izjemno iniciativ za
demokratično državljanstvo, za demokratično upravljanje lokalnih skupnosti. Mislim, tega je polno. Vprašanje je, kakšne so zmožnosti, da to dobi na neki moči politični in da se potem tudi konkretizira. Tukaj pa mislim, da so izkušnje zelo zaenkrat tukaj klavrne. No? Oziroma, jaz trenutno ne vem, kako bi to lahko, recimo, tako neki splošno levico ukrepilo, kar se trenutno dogaja, ker je za desnico je pač najboljš to, da se naredi neka štala v migrantske skupnosti in potem mora policija nastopati in mora biti represija in, mislim... Ja. Vsak se bo Macron še bolj desno premaknil, ali bo pa najbolj to voda na mlin. Koliko medijev pa je dal, je šlo v te četrti, pa je reklo, kako pa vi to vidite. Res je. In v bistvu se tudi vse bolj zabrisujejo razlike med Le Penovom in Macronom v tem smislu. Mislim, da Macron s tem, ko je šel prvič do policije in ko ni reagiral na tisti sklad, ki sem ga omenila, ne v podporo policistu, in ker tudi nekaj reagiral na ta predlog sindikatov policijskih, da je treba vzpostaviti paralelno policijo, mislim, to je bilo dajanje roke Le Penovi in njenim volivcem. Če so čiste politične poteze, tukaj ni bilo, mislim, tukaj tudi ne gre za to, da je bil Macron itak aroganten človek, zdaj nekaj, ki je on rasist, osebno kot karakter, ampak tukaj se je šlo čisto za politične geste. Ja, seveda. In Macron radi podporo republikancev pa Le Pen, če želi, naprimer, ta nov zakon o pravicah do azila. Ja, in jo bo zagotovo dobil, da? Ja, brez problema. Absolutno. Torej, kako pa misliš, da bo to vplivalo na politično prihodnost Francije v naslednjih 5-10 letih, se pravi 2027? Upaš. Ja, če si upaš, ja. Napovedovati prihodnost je vedno nevarno in se običajno vedno zmotimo. Že naslednji let imamo lahko eno vročinski val in ekološko katastrofo, ki bo se okolovarala, da to tako daleč ne bi šla, sploh ne v teh izrednih razmerah. Ali pa ne vem, nova korona, veš, to smo se naučili. Ampak ne, mislim, da je to resno, da bo to, da kakor se je levica zdaj jasno postavila na stran teh četrti in jim dala prav pri tem, kar počnejo, bo imela hkrati veliko večji izziv kot doslej, zato da bi se ukrepila, pa pridobila na stran volivce, ki so nekje, med obema bregovama, Kar se tiče Macrona samega, se osebno močno sprašujemo, sploh še misli kandidirati. Mislim, da je on v bistvu od tega projekta že malo odstopil in zdaj, kar hoče dokazati, je dokazati svojim business cirklom, spravi svojim podjetnikom in bogatašem, da on bo pa res zlomil upor, kakršenkoli upor. In da se bo s tem zapisal v zgodovino Francije, da on je pa tisti, ki bo zlomil ta upor. In zato je tudi to popolnoma brez kompromisa. Se pa nekaj se s pokojninsko reformo zgodilo. Ja, res je. Kje pa mogoče, če zdaj proti koncu našega podcasta, če bi potegnili eno sporednico z dogajanjem pri nas. Mi imamo trenutno vlado, ki tudi na veliko uvaja reforme. Pričakujemo lahko podoben val protestov proti mogoče tem reformam, ki so se nekatere v bistvu imajo že zdaj nakazuje precej škodljive učinke. Lahko pričakujemo podobno, bomo rekli, vlado reform, kot je bila v Macronovem primeru. Ali to vseeno gre za bolj, favorizirane še vedno socialne države in... Sa Sloveniji socialne države ne favoriziramo, saj ne politiki, moji od konca vseh ne. Če jo je kdo malo uspel ohraniti, so to pa sindikati pa delavci, ki so šli na ceste, pa delavke, Zdaj, da bi pa politiki, ki želeli socialno državo ohraniti, pa ne vem. Saj nisem to... No, se zato poskušamo nekako potegniti podobnosti. Jaz mislim, da nažalost, kot je bila Slovenija, nekoč res ta... V Sloveniji se veliko govori kot izjemnih zgodbi o uspehu, pa zdaj pa da nam predolga, ker to pač je res moja neposredna tema poučevanja. Pač kot je bila Slovenija, ne toliko izjemna zgodba o uspehu, ampak zgodba o izjemnih mobilizacijah in moči sindikatov, nekoč. Zdaj, da ta nekoč še mogoče kaj 10 let nazaj bi bil tudi še vedno.
pravi, vse ni tako daleč nazaj, je pač danes sindikati nimajo moči mobilizacije. Ne? To je pač dejstvo. Pač res kup razlogov, imamo še zdaj v to analizo, mogoče kdaj drugič, ker za reformami, za to pokojninskijo, za protesti proti reformi pokojninskega sistema so stali sindikati enormno, ne? Sežeti. Mislim, naši nimajo več te zmožnosti mobilizacije, tako da jaz ne vem, kako. Je pa res, da je pokojninska reforma pač čiste vrste reform, ki vseeno mobilizira ljudi. Ne? To je vseeno lažje. Gre za... To se je v Sloveniji že nakazalo načeloma. Je pa res, da so v Sloveniji postali kojenci, starejši, izjemno polje političnega boja. Ne? Kaj smo videli. Mislim, začel se je zdaj. Tudi zdaj zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki ga pravkar ne. S tem pa z vsemi mobilizacijami in pohodi, ki smo jim bili priča v zadnjih mesecih, ne? Pa škandali, mislim, pa strankami Desusi, ne, in se menjami govori tudi skratka, upokojenci, mislim, starejši upokojenci so v bistvu izjemno močna, imajo izjemno močen političen naboj, oziroma zmožnost mobilizacije, ne, kot njih samih, kot politikov okoli njih, ne, in instrumentalizacija na stojne način. Tako da, jaz mislim, če bi ki vlekla usporednice, mislim, jaz bi si želela, da bi imeli v Sloveniji take reforme, mislim, take proteste, kot so bili v Franciji, ki so bili tudi izjemno množični, tako da že danes pozivam ljudi, da se bolj pravijo, da ne grejo na ceste. Pa tudi, mislim, zelo zanimivo, ne, se reforma pokojninskega sistema ni danes samo v Sloveniji, pa ni bila samo v Franciji, prej bila še v Španiji, tam je še zelo merno čez, ne, to se je povezano z Evropsko komisijo. Temi vrčevalnimi ukrepi, ki prihajajo. Niso to zdaj neke ločene, pokojninske politike. No, Ana, hvala, da si bila danes z nami. Mislim, da smo imeli en zelo zanimiv pogovor, ki verjamem, da bo tudi našem poslušalstvu izredno zanimiv. Za zaključek še povej, kje lahko spremljamo tvoje delo, kje se lahko tvojega preberemo, in bomo te linke dali v opis same epizode. Najlažje je mogoče kar ta knjiga, ki je šla pred kratkim v založbi CFN, tudi najbolj povzema, pa še v slovenščini je samo moje. Super. To pa za RŠ občasno tudi kaj napišeš. Pa terminali na RŠ, so več neki komentarji. Hvala. Sej napredna ideologija se mora širiti prek različnih medijev in kanalov, ne? In to tudi poskušamo. Tako tudi poskušamo uveljavljati v naših podcastih. Vabljeni še naprej k spremljanju, poslušanju. Hvala, da ste bili danes z nami. Hvala še enkrat naši gosti in se slišimo naslednjič.